Se ti že kdaj zgodilo, da planiraš mogoče svoje letne dohodke, naprimer za naslednje leto, potem pa upaš, da ti uspe priti do teh dohodkov? In velikokrat se običajno potem zgodi, da nam niti ne uspe priti do teh dohodkov in se sprašuješ, kakšen je sploh smisel planiranja takšnih stvari oziroma ali je sploh smiselno. In v tem videu ti pokažem, kako v bistvu planiraš te dohodkovne prihodke, zato da bolj realno prideš do cilja, da to ni samo ena želja, ki si jo želiš uresničiti, ampak dejanski plan do cilja. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Še preden pa gledava v samo epizodo, bi te rada spomnila, da če še nimaš, še vedno se lahko pridružiš na Brand Booster 2026, kjer lahko v bistvu ti pokažem, kako v pol urce dobre splaniraš oziroma ena delavnica in predloga, kako planiraš v bistvu leto popolnoma brezplačno, tako da zdaj je v bistvu idealen čas, da se lotiš tudi tega. Link do njega bom popustila spodaj v opisu. Ok, zdaj pa gremo torej v epizodo in moj navdih v bistvu za to epizodo sem dobila na delavnici, ki smo imeli pri Legendarnih, ko smo planirali leto in je ena izmed čudovitih podjetnic v bistvu tako lepo oziroma simpatično rekla, da planira svoje dohodke toliko pa toliko za 2026 in da upa, da se jim čim bolj približa. In to je v bistvu kar pogosto pri podjetnikih in podjetnicah in tudi jaz sem bila med njimi, ko sem si zadala neko številko, potem pa prilepila kje na listek, da večkrat vidiš, ni pa bilo nekega konkretnega plana. Zato ti v bistvu v tej epizodi želim konkretno pokazati, kako lahko to spremeniš, da bo plan za 2026 veliko boljši in da ga lahko vsaj dosežeš ali pa celo presežeš. Ker zmeraj, ko si damo neke plane, je fajn, da si splaniramo toliko ali več. Oziroma, da je to naš cilj. In seveda, ko imamo takšen cilj in imamo pot, kako pridemo do tega cilja, potem je veliko večja verjetnost, da se to tudi seveda uresniči. In želena številka, ki jo napišemo na listek, koliko dohodkov si želimo recimo dobiti, še ne pomeni nujno tudi, da je to v bistvu plan. Zato gremo zdaj v bistvu pogledati, kaj pomeni v bistvu da si naredimo v bistvu nek plan. In zdaj recimo, da bomo lažje računali, rečemo, da si želimo dohodke za 10.000 evrov. Verjetno to ne bo dohodek za celo leto, ampak je recimo to lahko ali mesečni dohodek, ali četrtletje, ali karkoli ti je najboljše. Dajmo za primer vzeti to, zato da bomo v bistvu lažje računali. Zdaj, da pridemo do te številke 10.000, torej je pomembno, da najprej razmislimo, kakšno ponudbo bomo prodajali. In zdaj, če pogledamo oziroma rečemo, ok, jaz imam ponudbo za 100 evrov, ki jo prodajam, to pomeni, da potrebujem torej 100 prodaj, da dosežem torej tale cilj. Zdaj, če pa imamo ponudbo za 1000 evrov, to pomeni, da potrebujemo 10 prodaj. Če pa imamo ponudbo za 10.000 evrov, to pomeni, da potrebujemo v bistvu samo eno prodajo, zato da dosežemo ta naš cilj. In tukaj lahko vidiš, da so v bistvu številke zelo, zelo različne. In ok, razumem, recimo, zdaj, če potrebujem torej 100 prodaj, 10 prodaj ali pa potrebujem eno prodajo, verjetno je razlika tudi v tem, kako zdaj jaz zgradim to prepoznavnost oziroma kako poskrbim, da bo dovolj ljudi sploh dosegla ta moja ponudba. Ker če rečemo, če bi zdaj bili zelo na začetku, pa bi prodajali nekaj za 100 evrov in bi potrebovali 100 prodaj, pa imamo mi, na družabnih omrežjih, na mailing listi, kjerkoli 20 ljudi,
potem bo to, da naredimo 100 prodaj, zelo, zelo, zelo težko in lahko pomeni, da smo se že v bistvu v štartu zastavili napačne cilje in je v bistvu tukaj potem potrebno razmisliti, kakšne večje projekte lahko poskrbim, da bodo usmerjene v prepoznavnost, da povečam svojo prepoznavnost, da dosežem več ljudi, zato da lahko te svoje cilje sploh imajo potencial, da jih uresničim. In zdaj, koliko ljudi pa nekako recimo moram doseči, da sploh imam potencial, da pride do tehle prodaj. Pa dajmo pogledati. Zdaj, če rečemo, da je naša konverzija 3%, 3% pomeni, da se torej 3% ljudi, če bi gledali na spletni strani, recimo od toliko obiskovalcev, ki jih pride, 3% od teh obiskovalcev postanejo recimo stranke. In koliko ljudi torej potrebujem doseči, da pridem do teh svojih cilj, če imamo, predpostavimo, konverzijo 3%. Kako zdaj to zračunamo? To zračunamo tako, da v bistvu število ljudi je enako, torej želena prodaja, torej koliko želimo prodati, delimo z konverzijo. V tem primeru bi torej bilo 0,03. Želena prodaja pa so v bistvu te številke, torej 100, 10 ali pa 1. In če to zdaj pač bi zračunali, bi to pomenilo, da moramo doseči vsaj 3334 ljudi, če imamo ponudbo za 100 evrov, želimo 100 prodaj. In to pomeni, da moramo doseči vsaj 3434 ljudi ali boljše, seveda več. Če želimo, torej, če prodajamo 1000 evrov in želimo 10 prodaj, to pomeni, da moramo doseči 334 ljudi in če eno, v bistvu samo 34 ljudi. In zdaj, glede na to, na kateri, če rečem temu stopnji si ti, je seveda lahko velika razlika, kakšno pot v bistvu izbereš. Vse so lahko ampak če želiš torej izbrati prvo, potem veš, da delaš na prepoznavnosti veliko, da moraš veliko delati na prepoznavnosti. Če delaš na drugo, v bistvu lahko daš mogoče pozornost tudi še na kaj drugega, ne samo torej nagrajenje prepoznavnosti. In s tem, ko si to zgradimo in potem vključimo še učinkovitost tako s tem, kako bomo gradili torej našo prepoznavnost in kako bomo torej prišli do dohodkov oziroma prodaje, če poskrbimo, da tukaj maksimalno vse avtomatiziramo, da imamo sisteme, kjer mogoče, ko pride enkrat stranka, jo pride v naš lijak, naredi nakup, mogoče za 100 evrov, ji ponudimo še nekaj, zato da lahko torej povečamo vrednost košarice in še bolj navdušimo naše stranke in tako hitreje torej pridemo tudi do tega našega cilja. In to so v bistvu taki, kako bi rekla, trije zelo pomembni stebri, ki jih je pri planiranju zelo dobro upoštevati, zaradi tega, ker se med sabo zelo prepletajo in v bistvu omogočajo, da lahko en cilj dosežemo torej s pomočjo drugih. Ker če bi mi planirali samo dohodke in bi videli, da moramo doseči 3334 ljudi in bi vse stavili samo na to, da objavimo 3-krat na družabnih omrežjih na teden, bomo do te številke verjetno zelo težko oziroma prišli, oziroma ne bo tako učinkovito, kot pa če mogoče organiziramo kakšen sodelovalni dogodek, mogoče summit ali kaj takšnega, da naredimo res boom in stopimo pred ogromno novo občinstvo. Tako da, jaz upam, da ti tole pomaga, da lahko lažje in bolj učinkovito planiraš leto 2026 in da bo to leto največjih uspehov, največjih prebojev. Kmalu, v začetku januarja, pa prihaja, zate pripravljam nekaj zelo vročega, kjer se bomo skupaj aktivirali, da gremo v 2026 res tako na raketo in štartamo kar se da
super možno in pa uspešno. Tako da do takrat pa se vidimo in pa uspešno planiranje. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.